Obiskovalec se pred vrati bogoslovnega semenišča v Ljubljani zazre v izjemni portal. Napis Virtuti et Musis nam odkrije namen ustanove, doseganje kreposti in znanja. V začetku 18. stoletja so ljubljanski učeni možje zbrani v znanstveni družbi Academia Operosorum izdali knjižico Pravil akademije. Istega leta so začeli izpolnjevati tudi svoje umetnostne načrte, ker so po zgledu italijanskih mest hoteli starinski gotski Ljubljani dati modern baročni videz. Najprej so začeli zidati stolnico, na sinodi pa so sklenili ustanoviti tudi pravo semenišče, saj so do takrat za študij bodočih duhovnikov skrbeli jezuiti. Začetek del sega v leto 1708. Zavodu so dali ime Collegium Carolinum, Karlov zavod. Tako so ga imenovali po svetem Karlu Boromejskem, uresničevalcu tridentinske pokoncilske prenove, pa tudi po takratnem ljubljanskem škofu Karlu Kavnicu in seveda avstrijskem cesarju Karlu VI. Seveda niso zidali vse stavbe hkrati. Najprej so dogradili južni trakt z glavnim vhodom in dvorano za knjižnico. Ob boku njej je poslikal Giulio Quaglio. V sredini oboka je na odprtem nebu naslikal alegorične podobe modrosti, vere, upanja in ljubezni. Osrednjo skupino obdajajo 4 latinski cerkveni očetje, papež Gregor Veliki, ki piše knjigo, prevajalec svetega pisma Hieronim s križem v roki, njima nasproti pa škof Ambrož in Avguštin. Na 4 vogalih oboka so kot doprsni kipi upodobljeni antični filozofi. Omare v knjižnici so iz hrastovega lesa, oblikovane po vzorcu baročnih samostanskih in grajskih knjižnic. Ves prostor je razdeljen na toliko omar, kolikor je črk v latinski abecedi. Severni del semenišča so pričeli zidati v drugi polovici 18. stoletja, dokončno podobo pa je stavba dobila ob koncu 19. stoletja. V severnem pritličnem traktu je na manjšem portalu tržnice vzidan grb Ljubljane v spomin, da je bilo tam nekoč mestno skladišče. Danes ima mesto celotno tržnico pod semeniščem v najem. Bogoslovno semenišče je namenjeno osebnostnemu in duhovnemu oblikovanju bodočih duhovnikov, študij pa poteka na teološki fakulteti. V semenišču prebiva letos 44 ljubljanskih in 12 koprskih bogoslovcev. 6-letniki, ki so prejeli zakrament diakonskega posvečenja v zadnjem, tako imenovanem pastoralnem letniku, pomagajo ob koncu tedna v različnih župnijah. Semeniška kapela, posvečena Mariji Brezmadežni, je bila temeljito preoblikovana v skladu z navodili drugega Vatikanskega koncila. Po načrtih arhitekta Bitenca so bili narejeni premični oltar s kamnito ploščo, tabernakelj ter monštranca in kelih za somaševanje. Prvo mašo so v slovenščini darovali leta 1965, ko je bila na glavno steno obešena tudi Kregarjeva slika s kompozicijo Svete Trojice. Leta 1971 so v kapeli namestili tudi njegova barvna okna z marijanskimi motivi, ki očarajo z naravnost neverjetno barvitostjo. Ob ureditvi prezbiterija je našla prostor tudi stara oltarna slika Brezmadežne, ki jo je v 18. stoletju naslikal slikar Dallstein. Leta 1997 so v kapeli zapele orgle z 2 manualoma in pedalom, delo škofijske orglarske delavnice iz Maribora. Zadnja novost na semeniškem koru pa je zbirka zvonov za pritrkovanje.